Ali hebrejska in judovska literatura pripadata Izraelu? Ne nujno in zagotovo ne izključno. Pravita Dori Menor in Moshe Sakal, partnerja v življenju in založništvu. Dva Izraelca, ki živita v Berlinu, sta ustanovila Alt Neuland, globalni dom, ki služi kot platforma za hebrejsko književnost z vsega sveta. To je prva nereligiozna hebrejska založba, ustanovljena zunaj Izraela, odkar je bila država ustanovljena. In zdaj se mi pridružuje Moshe Sakal iz Alt Neulanda. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili in danes govorili z nami. Hvala, da ste me povabili. Pozdrav iz Berlina. Prej ste rekli nekaj v smislu, da je hebrejščina vedno bila svetovni jezik in da je sodobna hebrejščina mednarodni jezik. Kaj s tem mislite? Kot vemo, je hebrejščina starodaven jezik, vendar je bila sodobna hebrejščina, kot jo poznamo danes, ustvarjena v Evropi. Torej, to je nekaj, kar zdaj počnemo, da bi ta jezik vrnili, bi rekel, vendar na nov način. To je Alt Neuland, torej stara, nova dežela. Naša dežela ni ozemlje, temveč jezik, dediščina. In to je tisto, kar počnemo. To literaturo prinašamo svetu v hebrejščini, nemščini in angleščini, morda kmalu tudi v drugih jezikih. Prav. In vi, podjetje Alt Neuland, ne prejemate javnih sredstev iz Izraela, ker ste bili ustanovljeni v Berlinu, kaj ne? A je tudi odločitev, da ostanete ločeni od izraelske vlade. Kako to? Najprej, tehnično gledano tega ne moremo. Smo evropsko podjetje. Veste, povedal vam bom zgodbo. Ko smo urejali ISBN, veste, kodo, ki jo damo na knjige, sem seveda poklical svoje kolege v Tel Avivu, da naročim ISBN. In želeli so, da vpišem naslov v Izraelu. In rekel sem jim, nimamo naslova v Izraelu. Pa so rekli, v katerem jeziku pa je izdano? In sem rekel, v hebrejščini. Pa so rekli, potem vpišite svoj izraelski naslov. In potem sem rekel, ampak nimamo izraelskega naslova. In to je bil tak začaran krog, dokler nisem preprosto poklical svojih novih kolegov v Berlinu na ISBN in naročil ISBN, da je bil natisnjen v Izraelu, v hebrejščini, ampak v Berlinu. Tako da mislim, da to na kratko pove našo zgodbo in kaj počnemo. Gradimo infrastrukturo. Veste, veliko Izraelcev zapušča Izrael ali pa so ga že zapustili. In veliko Izraelcev piše v hebrejščini, tudi v Izraelu. To je največja skupnost. Tega ne zanikamo. Delamo nekaj res konkretnega, vendar verjamemo, da lahko ta ekosistem zajame vse. Lahko zajame Izrael in tudi svet zunaj Izraela. Kot rečemo v hebrejščini hul, huc laaretz. Vse, kar je onkraj. Tako tega ne vidimo, ni nujno. Izrael je danes največje središče hebrejščine, vendar ni edino. Rekel bi, da je eno od središč. Tako bi jaz gledal na to. Tako je, lahko subverzivno, a hkrati preprosto, če na to gledaš tako. In zakaj se vam zdi pomembno imeti neizraelsko, zunaj Izraela delujočo, sekularno hebrejsko založbo, še posebej v tem času, še posebej po tem, kar se dogaja zadnji 2 leti in pol, skoraj 3 leta? Ker vidimo, da je tako kot na mnogih mestih po svetu, ampak ko govorimo o naši dediščini, našem jeziku, to vidimo. Obstaja neka vrsta odklopa od sveta, bi rekel od svetovne razprave. In to lahko razumem. Moja družina je v Izraelu in imam veliko prijateljev. In bil sem, veste, v zadnjih letih sem se trudil ugotoviti, kje stojimo, v kaj verjamemo, kaj podpiramo in česa ne, hkrati pa živim v širšem svetu in v Evropi. In včasih imam občutek, da moji kolegi v Izraelu pravijo, celo, veste, tudi liberalci in moj krog pisateljev, ki so tako imenovani, veste, odprti za svet. In veste, želijo si miru in se ne strinjajo s tem, kar se zdaj dogaja v Izraelu, Palestini in s trenutno vlado. Ampak tudi oni, celo oni, pravijo, v redu, zapusti Izrael, to je v redu, lahko greš. Ne imenujemo vas, veste, kot je rekel rabin, da ste strahopetci takrat.
V redu je, ampak pusti svoj jezik za sabo, pusti svojo dediščino za sabo. Ne vzameš je, ne moreš je vzeti. Torej, nimaš nobenih nagrad. Veste, nagrada Sapir je samo za hebrejske pisatelje, ki živijo in plačujejo davke v Izraelu. Torej, to ni najboljša hebrejska knjiga leta. To je najboljša izraelska knjiga, napisana v hebrejščini letos in tako naprej. Ampak ne maramo godrnati. Tako Dori kot jaz in naša ekipa smo, veste, že vrsto let v založniškem poslu in želimo uživati, rekel bi, v vseh besedah. Zato bi radi živeli tam, kjer želimo živeti. Naj bo to kjerkoli na svetu, pisali v kateremkoli jeziku želimo in se držali svoje dediščine in se ji ne odpovedali. In to počnemo tudi za mlajše generacije, ki niso imele oziroma nimajo priložnosti, kot smo jih imeli mi. In tudi za otroke, veste, veliko otrok, hebrejskih otrok, ki govorijo hebrejsko, je danes vzgojenih po vsem svetu. In nočemo, da bi bili prisiljeni opustiti svoj jezik. Prav, Moše Sakal, najlepša hvala, da ste se nam pridružili in veliko sreče pri projektu. Najlepša hvala.